Kristjan vključuje, nikomur ne zapira vrat, če tudi to vzbudi odpor. Kdor izključuje, ker ima samega sebe za boljšega, povzroča konflikte in razdeljenost. Zato bo nekega dne dal račun pred Božjim sodiščem. O tem je danes zjutraj med homilijo, ko je v kapeli doma svete Marte daroval sveto mašo, spregovoril papež Frančišek. Sveti Pavel v pismu Rimljanom spodbuja, da ne bi sodili in zaničevali brata, ker to vodi k njegovi izključitvi iz naše skupinice. Taka selektivna drža ni krščanska. Kristus je namreč svojo daritvijo na Kalvariji združil in vključil vse ljudi v zveličanje. Tudi v današnjem evangelskem odlomku beremo, kako so se mu približevali cestninarji in grešniki. Torej tisti, je pojasnil sveti oče, ki so izključeni, vsi tisti, ki so bili zunaj. Farizeji in pismouki so ob tem godrnjali. Njihova drža je izključevanje. Mi smo popolni, mi se držimo postave. Oni so grešniki, so cestninarji. Jezusova drža je vključevanje. V življenju sta dve poti. Pot izključevanja oseb iz naše skupnosti in pot vključevanja. Prva pot se morda zdi neznatna, pa vendar je korenina vseh vojn. Vse nesreče se začnejo z izključitvijo. Izključuje se tako iz mednarodne skupnosti, kot iz družine ali iz kroga prijateljev. Jezus pa nam kaže in nas uči drugačne, nasprotne poti, poti vključevanja. Papež je nadalje pripomnil, da ljudi ni lahko vključevati, in sicer zaradi odpora in selektivne drže. Zato je Jezus povedal priliki o izgubljeni ovci in ženi, ki je izgubila drahmo. Tako pastir kot tista žena naredita vse, da bi ponovno našla, kar sta izgubila. Ko jima to uspe, sta polna veselja. Prijateljem in sosedom gresta povedat: našel sem, vključil sem. To pomeni Božje vključevanje, ki je nasprotno izključevanju tistega, ki sodi in odganja ljudi, ki izbira med osebami in si ustvari majhen krog prijateljev, ki nato postane njegovo okolje.